lep počitniški pozdrav z Konjskega vrha. Tako je. Spet smo na obisku na Konjskem vrhu in zdaj so pa res že počitnice. Ja. Tako krepko smo zakorakali v počitnice, tudi ti, verjetno. Zdaj sem v tisti fazi, ko je utrujenost prišla za mano. Pa mislim, da je kar ne samo, ker sem kaplan v 3 farah, pogovori pa to vandranje po Sloveniji, ampak mislim, da je za mano prišlo tudi tisto raziskovanje skoraj 20-letno gradiš po izidu knjige, ko sem na nek način moral marsikaj imeti v glavi, pa sem podal iz glave, pa tudi še drugo pisanje in je res ena taka faza utrujenosti, v kateri bo do počitnice nad vse ne samo dobrodošle, ampak tudi nujne, ker se mi je začel kazati znaki preizčrpanosti tudi na fizičnem zdravju, me je začel kar izklapljati. In kako ti, a načrtuješ počitnice ali se prepustiš? Kako je tisto najboljše? Eni vem, da zelo načrtujejo vsak dan, vsak trenutek v dnevu počitniškem. In si ustvarijo še dodatno, recimo, napetost. Ja. Eni pa smo tisti, ko na včasih kar dnevi spolzijo mimo, pa potem rečeš, kaj sem naredila? Nič, ne? Verjetno je treba tu najti tisto pravo mero. Jaz sem trenutno v tisti fazi, veste, ko gledamo te tekače na stadionih, tekmovanje, ko preteče ne vem koliko krogov, pa na koncu, ko je že prišel preko cilja, gre še en krog. Ne? Jaz sem zdaj v tistem še enem krogu, ne, da v bistvu se bom umiril. To je v počitnicah, veste, kar nujno. Prvo, na nek način, da gre tista napetost iz nas. Ne? Se spomnim, ko sem bil še otrok in smo šli starši na morje. In smo načrtovali, da bomo srečni in končno počitnice. Ampak prve 3 dni je šla, torej ne toliko iz otrok, ampak iz staršev napetost ven, sta se oče in mama kregala. Ne? Ampak fino je, če to razumeš, da je to čiščenje napetosti, da nič narobe, ampak da si rečeš, tako kot sem samem povedal, gre utrujeno zdaj iz mene, sem v tistem obdobju, ko je še napeto, ne? Da določene zakonitosti poznaš. Mogoče prve 3 dni se bo še to čistilo, potem pa se bo umirilo, ne? Tudi pri meni. Ampak trenutno mi je najbolj ustreza, da, kot rečem temu, da brkljam. To pomeni, če bi bili zdaj v mojih delovnih prostorih, bi videli ogromno papirjev, nakup danih knjig, da počasi te papirje urejam oziroma odstranjujem, kar je, oziroma sortiram, da brkljam preprosto, ne, počasi. Potem pa se bo začelo tisto obdobje, ki ga čakam, ne, ko bom pa, ko bo pa počitek v polnem pomenu besede. Ne? Zato pravijo, da ne smeš počitnic razdeliti, recimo bom danes imel 3 dni, pa drugič 3 dni, šele po 3 dneh se začnejo počitnice, ne? Ko se ustavimo, po 3 dneh. Zato mora biti v poletnem času ta počitek v enem večjem kosu. Ne pa jaz si bom ta vikend spočil. To je, da si spočiješ med vikendom, je tedenski počitek, ampak drugače pa rabimo en kos. In kaj je tisti pravi počitek? Kaj je zate? Zame je pravi počitek, da možgani ne delajo, oziroma jih zavedem tako, da jih speljem ali da gledam, kako se prebuja oziroma kako deluje narava, da vzamem v roko knjigo, da mi dejansko, ampak knjigo, ki jo načrtno izberem, med počitnicami ne bojo neke zahtevne teme, ampak teme, ki mi bodo ponujale, bi rekel, neko zanimivost. To je zame predvsem zgodovina, oddaljena zgodovina. Fanja Okić bom vzel zopet v roke, čeprav sem njene knjige že prebral. Tudi ti si mi danes prinesla iz knjižnice par knjig, ki si jih želim vzeti v roke. Mnoge knjige so med letom čakale na kupu, zdaj pa jih bom jemal kot neko poslastico v svoje roke in
vstopa v te vsebine. Tega se zelo veselim, ne. Pa tudi tega živega stika z naravo, ne. Tudi ob meni tečeta 2 potoka, čez leto sem jih preveč spregledoval, čeprav sem vsak dan ozaveščen o dnevnik hvaležnosti, ne. Ozavestim razloge, zakaj vse sem lahko hvaležen, da živim v tem prostoru, ki mi omogoča umik oziroma odmik. Ja. In je ravno ta odmik in umik vase je, se mi zdi, kar pomemben del tudi tega, da zopet nekako med počitnicami lahko najdemo stik s sabo. Da pridemo k sebi, tako. Svojemu notranjemu miru, ne, ker v nas je točka presežnosti, izsegamo v onkrajnost, v srčiki naše biti, ne. In ko nisi tuj samemu sebi, ne, kot je pisalo v Delfih, takrat si v stiku z Bogom in z vsem, kar obstaja, ne. To je ta notranji stik. Zato ne smemo nikoli dovoliti, da bi nas izgnali od nas samih proč, ne. Tudi ko nas obveznosti potegnejo na površje v zunanjost, je zelo pomembno, da imamo tisti čas, ki nas vrača k nam samim, ne samo v času počitnic, vsak dan, ne. To so večerne ure, so zelo pomenljive, ne. To so svete ure in zanimivo, ne, tisti, ki manipulirajo, nas hočejo oddaljiti takrat od nas samih, kaj vse nam ponujajo, kot neko zanimivost, kot neko informacijo, kot nekaj, kar moraš nujno slišati, ne. To, kar je nujno, je, da moraš ostati pri sebi, ker si potem priseben, ne. Ker če nisi pri sebi in nisi priseben, potem dejansko nas bodo vodili kot ne bi bilo dobro, kot ni dobro, ne. Zato je večerni čas, ne, mora biti tudi v znamenju tihote, umiritve, trenutkov, bi rekel, duhovne spokojnosti, ne. To si mora vsak privoščiti, ne. Potem tudi ta tedenski odmik se mi zdi izjemno pomemben, ne. Preprosto, da nedelja, ne, kateri jo lahko izkoristijo za to, drugače pri nas, ne, duhovnikih je to ponavadi sreda. Ampak ne, da ti jo zopet zasedejo, ne. Pred kratkim sem bil povabljen ravno v sredo na tako imenovano duhovno obnovo, ne. Ko ti potem nekdo spet nekaj v glavo tlači, pa nekaj pametuje, pa ti poslušaš. Zame je duhovna obnova, ko sem v miru, ko sem v tihoti in takrat me puste pri miru, ne. Ne pa mi zopet racionalizirati zadeve, pa to ni duhovna obnova. To je študijski krožek, sam dosti časa berem, ne, da mi še tisti prosti dan oduzeti, da mi boste polnili glavo, jaz takrat rabim polniti svojo dušo, globino svojega duha in srca. Takrat je tisti čas, ko navežem, zopet ko stopim k materi zemlji, bos, ko zopet navežem stik z vsem, kar me obdaja, ko me vrača v to žlahtno sožitje, ne. Saj, ravno to je počitek, ne, ker vse valovi, vse, kar me je okoli nas, valovi v odnosnosti do mene. Počitek pa je takrat, ko dejansko si privoščim tisto tihoto, da tudi sam vzvalovim, da prije do tega stika, ki je pomirjajoč, ne, da to, kar valovi v teh, bi rekel, prisotnostih, da dejansko prodre vame, v mojo dušo, ne. To je ta, ko si v tihoti, v naravi, ko stopiš v svetišče, da zaznaš sveto, ko stopiš človeku, ne rabiš neki pametovati pa reševati celega sveta, ampak se preprosto zaznati, klepetati, se pomenkovati. Ja, to so zelo pomembne stvari. Zato imam zelo rad srečanja z ljudmi, s katerimi lahko preprosto popijem kavico in beseda nanese pač čisto na kar nanese. Ali je to presajanje solate, da bo treba zopet, soseda mi je rekla, da ima nekaj flanc ravno v teh dneh, če bom kaj posadil, pa se pomenkuješ o solati in končno lahko izstopiš iz tistega, bi rekel, pričakovanega govorenja, jaz kot pater, ti kot s knjigami pa z vsem, kar pripravljaš, da lahko govoriš preproste, sproščujoče stvari. To je zelo, zelo pomembno, ne? Da se spočijemo. Ne?
in čim več takšnih dni in trenutkov želimo vsem. Ja, ne, da bi se spoštovali, da bi vedeli, da dejansko se je potrebno ustaviti. Še preden začnejo utripati rdeče lučke, meni se zdaj že rdeča lučka ne samo utripala, se je že kar pržgala. Ja, se je treba spoštovati. Sam sem naredil čez 4 tedne, si morate misliti, črto. To pomeni, da bom samo kaplan v 3 farah, da ne bom vandral po Sloveniji, da ne bom sprejemal pretežkih pogovorov, temu se čisto ne da izogniti. Ampak ja, potrebujem to sanacijo, to obnovitev, to okrepitev in verjamem, da marsikdo, ki naj jo spremlja, potrebuje to isto. In mu priporočam, da se ustavi, kajti ko se sam nisem znal ustaviti, me je vedno ustavilo. Parkrat sem pregorel, na koncu me je možganska kap. Delno me je srečala po njej pamet, ampak ne še čisto, ampak toliko pa že, da vem, da ko pride rdeča lučka, da se je potrebno ustaviti. In verjamem, da mnogi, ki to spremljate, imate življenje naporno, ni enostavno. Ne? Naredite odklop, privoščite se odklop, da nas ne odklopi. Ne? Je potreben postanek, je potrebno spoštovanje samega sebe, svojih moči. Se spomnim, ko pridejo k meni ljudje, ki so pregoreli, ne? Kako bi radi, se prav vidim, počnejo isto, kot sem počel jaz, kako bi radi zgoljufali. In Bog ne daj, da imajo doktorja, ki jim da potem neke medikamente, s katerimi goljufajo, da še vedno zmorejo, potem pa popolnoma pregorijo. Ne. Ko se posveti rdeča lučka in vsak izmed nas to zazna, potem je potrebno odklopiti, potem je potrebno bližnji tudi povedati, rabim čas, da pridem k sebi, da se spočijem. In je potrebno tudi vedeti, na kakšen način se ti najlažje in najbolje odpočiješ, kaj te spočije, kaj te umiri, kaj ti da moči. Ne? Mogoče je to mati zemlja, da se uležeš in prosiš, naj potegne napetost iz sebe in jo bo potegnala. Ne? Mogoče je to, ne vem kaj, ampak to je potrebno ugotoviti. Tako kot mora nekdo, ki obdeluje vrt, ne, vedeti, s čim bo vrt recimo prekopal, tako moramo tudi mi vedeti, kaj je tisto orodje, s katerim si bomo pomagali, da bomo prišli nazaj do umiritve, sprostitve, razelektritev, torej nazaj k tistim močem, k tisti spokojnosti, da nam bo življenje ob naporih vendarle lepo, prijetno, zanimiva priložnost. Prej izčrpanim nam pač takšno ni. Potrebno se je tudi ustaviti. Počitnice, počitek, to vam privoščiva. In vas pozdravljava iz Konjskega Vrha.